No, to je to Wagner, en od največjih ustvarjalcev dunajske arhitekture, vendar žal ne največji. Njegov konkurent je bil, veste, von Erlach, ki je ustvaril bistveno več kot Wagner. Wagner pa je znan po tem, da je v bistvu ustvaril prvo železnico, ki so jo uvedli v mesto Dunaj. Čeprav zanimivo, da nikoli ni uspel z velikimi projekti, ker ga, kot se ve, cesar ni posebej občudoval, celo več. Nekatere njegove stvari je zamenjal ali pa si mi odpovedoval. Mimogrede, znamenita postaja na Karlovi cerkvi. Dve sta namreč, je v bistvu delo Wagnerja, vendar se v bistvu, ne boste verjeli, cesar peljal z njim izključno samo dvakrat. Preko teh dveh postaj. Čeprav je bil ustvarjalec res velikega dela dunajskih objektov, žal ni bil tako uspešen kot von Erlach, čeprav so tudi po letih seveda različna. To so načrti, delovne skice in seveda nekaj storitev, ki jih je Wagner, avtor in znameniti arhitekt, ustvaril v mestu Dunaj. To je pogled na Dunaj, kot vidite, kot je zasnoval Wagner. In tam ste zunaj videli tudi zanimive stvari, ki jih je ustvarjal. Vidite, tudi tole je znameniti objekt, ustvaril Wagner. To so njegove delovne skice. Treba reči, da je v tem muzeju kar nekaj Wagnerjevih del. No, tu pa so njegovi sodelavci. To je en del načrtov, ki so čisto originali in so neprecenljiva vrednost. Zanimivo je, da je v bistvu Wagner ustvaril tudi, kot rečeno, prvo železnico skozi mesto Dunaj. In še ena stvar, ki je zanimiva, ukvarja se tudi z takšnimi stvarmi, kot je tole, ali pa kot naš plečnik, recimo z notranjo opremo. To je njegovih del. Pa si še pogledajmo marsikaj, kar je na Karlplacu.
Vidite, koliko ljudi je danes obiskalo Mlinski muzej. In tu je Wagner je prav velik podpornik, a vseeno, če mu dal toliko dela, je zagotovo verjel tudi vanj. No, tako si še poglejmo nekaj storitev, ki jih je mož z imenom Otto Wagner ustvaril za cesarsko družino oziroma za cesarstvo. To je eno zelo zanimivih objektov, ki je res nekaj posebnega. No, to so elementi Karlove cerkve. In tamle, da jih vidite, sodelavci upam, da ste si se z delčkom pogleda pričarali, kaj vse je cesarstvo imelo s svojimi ustvarjalci in kaj je pomenila še za tiste čase prava arhitektura, kjer so prišli do izraza le res ti najboljši. No, tukaj je ena takih skupinskih fotografij, kjer Wagner morda proslavlja neko uspeh, ki ga je ustvaril za cesarsko plačo. No in končali bomo z pogledom. Eno notranji oprem, ki je prav tako delo znamenitega arhitekta. In tukaj to vedno je znameniti Wagner z kom svojo damo. No in tako je za zaključek njegovih ustvarjalnih del to.